Mislim, da je treba sodstvu zaupati, ima pa eno točko, na kateri je pa absolutno potrebno biti kritičen, in to je ta razlika med tistimi, ki se lahko privoščijo, recimo pravno zastopstvo ekipe odvetnikov, in tisti, ki se ne morejo. Ne? In eno od teh primerov je recimo ta čisto zadnji svež, blizu zastaranja, ne? To je primer predsednika vlade in afere Prestitutk, ne? Ki je ravno z zavlačevanjem in z pravnimi triki, ki jih odvetniška pisarna, ki je predsednik vlade najel za zastopanje, pozna, lahko pripelje počasi do tega, da bo ta primer zastaral. Po drugi strani pa imate ljudi, in to je tudi neka moja osebna izkušnja, recimo mojega očeta, ki je bil neupravičeno odpuščen iz službe in se je leta in leta mogel valiti skozi sodne mline, zato da je na koncu po 6 letih pristal na mediacijo, ker enostavno je bil izčrpan in ni več mogel. Tako da razlika med bogatimi in tistimi, ki niso ravno najbolj premožni v našem pravosodnem sistemu, igra nažalost preveliko vlogo.